Skupna slike, ki sva vreme gledala. Smo majhen narod, sredi drugih velikih narodov, vendar trdoživ, delaven in nosilec Božjega blagoslova. Zato na začetku svete daritve, gospod škof, vas v imenu celotne župnije prosim, da blagoslovite vsa ta obnovitvena dela, ki so se v minulih 3 mesecih zvrstila pri tej podružnici. Spoštovani vsi prisotni, prisrčno pozdravljeni na ta praznični dan, dan državnosti. Tukaj, v čudovitem koščku naše domovine, na idiličnem Polževem pozdravljam vse, ki ste nas danes počastili s svojim obiskom in boste dodali svoj košček v mozaik današnjega praznovanja. 30 let je v naših življenjih, v življenjih ljudi, kar precej dolga doba. To je doba, ko so nekateri preživeli pol svojega življenja, nekateri morda tretjino, nekateri pa so v teh letih dali že življenje za domovino. 30 let za državo pa ni tako dolgo. Torej 30 let za državo je kratka doba, zato morda vedno v tej naši domovini ni tako, kot smo želeli. Zato je prav, da se najprej spomnimo tistih let, tistih dni, ko smo se za to našo domovino in za našo državo odločali. Takrat se spomnite, nismo dobili zgolj našo državo, našo domovino, ampak smo dobili tudi demokracijo. Bile so ideje, da bi v tistih letih dobili zgolj državo. Sam se spominjam idej, ko so nekateri povedali, da je prav, da se osamosvojimo, torej da dobimo državo. Kmalu zatem ali pa morda res relativno hitro pa se bomo zopet povezali v nekdanjo združbo pod praktično enakim vodstvom. Torej pod vodstvom ene partije, takrat ne več enega človeka, pa vendarle daleč od demokracije. Danes je še mnogo narodov po svetu, ki nimajo svoje države, mnogo več pa je tistih, ki morda celo imajo državo, pa nimajo demokracije. Slovenci smo z tega vidika srečen narod. Pred 30 leti smo dobili do oboje.
dobili smo državo in dobili smo demokracijo. In danes je pravzaprav težko poslušati tiste, ki menijo ali pa ki govorijo o tem, da je nekoč bilo lepše. Nesporno dejstvo je, da je prejšnja država bila enapartijska, če smo malo bolj konkretni, to je pravzaprav bil vojaški režim. Po drugi svetovni vojni so zmagovalci, ki jim seveda ne gre odrekati tega, da so stopili na pravo stran zgodovine v smislu boja proti fašizmu in nacizmu. Kasneje pa seveda ne gre zanikati, da so storili napačne korake. Uvedli so tretji totalitarizem, ki smo ga bili žal priča mnogi kar predolgih 70 let. Ni nepomembno, da se ob današnjem dnevu spominjamo, tako kot sem povedal v začetku, tistih, ki so v zgodnjih 30 letih za to domovino dali življenje. Kar nekaj mitov je obstajalo v tistem času. Eden od teh je gotovo bil ta, da nam nasproti stoji nepremagljiva jugoslovanska armada. Tisti, ki smo služili vojsko, mnogi tukaj zbrani, verjetno še v stari jugoslovanski armadi, vemo, da je bila ta nepremagljivost morda izražena v številu tankov, v številu letal, v proračunu, ki ga je v tistih letih vojska dobivala, nikakor pa ne v pripadnosti, nikakor ne v idejah in nikakor ne v samem vodenju te vojske. In kaj hitro se je v tistih dneh, ko je naša teritorialna obramba zavarovala našo osamosvojitev, izkazalo, da bo ta vojska kolapsirala. Nedaleč od tukaj, torej na Medvedjeku, je bil eden tistih prelomnih dogodkov, ko ste preprečili vdor jugoslovanske armade na pot v Ljubljano. Ne pozabimo tistih usodnih in še kako pomembnih vojaških akcij, ko je bil sestreljen helikopter nad Igom, pa tistega, ki je nespametno letal nad centrom Ljubljane, in vseh tistih zasedb, ko je jugoslovanska armada kolapsirala na mejnih prehodih. Od Rožne doline na zahodu do Viča in Holmeca na severu in ne nazadnje tudi na naši južni meji, torej na meji s Hrvaško, smo uspešno postavljali barikade, uspešno branili prodore tankovskih enot in v relativno kratkem času, torej zgolj v parih dneh, tej nepremagljivi jugoslovanski armadi, temu mitu pokazali, da z nami ni šale. Če smo v tistih dneh lahko spremljali, kar je za vsako vojno seveda razumljivo, tudi medijsko propagando, ki smo jo, hvala Bogu, Slovenci takrat vzeli v svoje roke, ne pozabimo, kako so pošteno, pa da ne rečem drugače, v naš prid poročali slovenski mediji, so po dnevu dveh svoje pričanje, svoje medijsko sporočanje spremenili tudi tuji mediji. Torej, če so še dan, dva pred našo vojno mediji, kot je CNN, poročali o tem, kako Slovenija nima prav nobenih možnosti, da postane samostojna država, ne nazadnje je bilo to tudi v glavah državnega sekretarja Združenih držav Amerike, da naj vendarle premislimo, da naj vendarle ostanemo v okviru nekdanje države, je ta isti medij po 2-3 dneh slovenske vojne moral začeti poročati, da tu pa ne bo heca. To ljudstvo se ne bo uklonilo, to ljudstvo bo na svoji poti vztrajalo in kar naenkrat so poročila izvenela povsem v drugačni luči. Tudi svet je začel vedeti in izvedeti, da na tej zemlji živimo ljudje, ki ne pustimo, da nam bi tuja noga gazila ali pa korakala po naših prelepih vrhovih, dolinah in mestih naše preljube Slovenije. Kako je 30 let pozneje?
ali je res, da je vse tako slabo? Ali je res, da je vse tako brezupno, kot nam ta isti mediji, ki so pred 30 leti lahko poročali pošteno, govorijo v teh dneh? Ko v dnevu 2, 3, 4 zadnjega tedna hodim po Sloveniji in srečujem, tako kot danes, vas, spoštovane gospe in gospodje, se ne morem čuditi, kje je to nezadovoljstvo, kje vendarle je tako slabo. Povsod srečujem vesele ljudi, povsod srečujem ljudi, ki so polni upanja, ki so radostni v praznovanju in ki so, kar je potrebno posebej poudariti, svojo glavo, svojimi rokami, svojo vztrajnostjo ustvarili to, kar imamo danes. Ko sem pred dnevi obiskal Šentjošč, to je tisto mesto oziroma tista vas nad Vrhniko oziroma z tega konca nad Dobrovo, ki je po drugi svetovni vojni najbolj nekako nastradala, mi je domačinka rekla: nič nimam proti, da poročajo o petkovih kolesarjev, saj vendarle živimo v demokraciji. Prav je, da se vidi, kaj mislijo, prav je, da se vidi, kakšna stališča izražajo. Ampak zakaj ne pridejo posnet še drugega dela Slovenije? Zakaj ne pridejo k nam? Zakaj ne pridejo v okolja, kjer ob petkih popoldneh ljudje delamo, vzgajamo otroke, se veselimo lepih dni in smo v tej naši domovini zadovoljni. In teh je, tako je pribila, verjemi, več kot onih, ki v petkih kolesarijo. In če pogledam danes vas tukaj zbrane, vas je samo tukaj več kot v petkih popoldne. Torej, ena od ključnih vrednot, ki je po moji oceni nujna za naš napredek, 2, ne 1. Seveda, obe nista v tistem duhu, ki jih je verjetno povedal gospod Škof, pa vendar te 2 bolj pristajata mojemu resorju, sta vrednoti reda in poštenja. Slovenci smo vedno bili pošten narod. Kljub temu, da častimo Martina Krpana, ki je že pred davnimi časi goljufal oblast. Nič hudega, če goljufamo oblast, ampak to poštenje, ki ga v naših medsebojnih odnosih izkazujemo drug drugemu, poštenje pri našem delu, red, ki ga vse skozi zagovarjamo, to je tisto, kar manjka tudi na najvišjih nivojih. In prav zato se v aktualni vladi borimo, da se red in poštenje vzpostavi prav vse do vrha. In vse to, kar počnemo, najbolj bodo verjetno s tem, ali pa to lahko upravičili župani, je to, da tisto, kar skupaj zberemo, torej davke in prispevke, to, kar dobimo, nič ne dobimo, vse vrnemo, to, kar nam posodi Evropa, porabimo čim bolj blizu ljudem. Naša ideja, naši načrti so, da se to prelije v korist, v uporabo prav vsakega slehernika. Ne s študijami, ne z metri in metri papirja, ne z prevrednotenjem vrednot, ampak da se to konkretizira, tako kot ste vi danes v teh dneh konkretizirali obnovo te cerkve, da se to konkretizira v novih cestah, v novih domovih za oskrbo, v novih bolnišnicah, v novih kulturnih ustanovah in v tem, da ta naša Slovenija postane lepša. Danes, oziroma v teh dneh, smo priča še
posebnim slovesnostim, kajti v naslednjih dneh začnemo predsedovati Evropski uniji. Torej uniji, ki je po moji oceni prav tako na razpotju. Ne zaradi tega, ker bi zmanjkalo denarja, ne zaradi tega, ker bi ne vedela, kako in kaj, ampak predvsem zaradi tega, ker zopet pod vprašaj postavlja vrednote. Vrednote zavedanja lastnega naroda, vrednote zavedanja, da je lasten narod in narod lahko zgrajen zgolj na družini, zgolj na tem, kar nas naučijo doma, v okoljih, kot je katoliška cerkev in druge cerkve, ki želijo napredek. In to nam v naslednjih letih še kako, to bo v naslednjih letih še kako potrebno predstavljati na evropski parket. Zato sem vesel, da je ta čas, da drugič predsedujemo Evropski uniji, doletela našega predsednika, gospoda Janšo. To je človek, ki reče Bobu Bob, in prav je, da tako kot je pred 30 leti rekel Bobu Bob jugoslovanski armadi, reče Bobu Bob tudi evropskim voditeljem. Naj vam na koncu, preden vam zaželim lepo praznovanje, čudovit dan, današnji, jutrišnji, predvsem pa čudovitih naslednjih 30 let, položim še na srce še nekaj, kar pa je strogo formalno in strogo vezano na funkcijo, ki jo trenutno upravljam. Težko smo pričakovali te dni, ne samo zaradi praznovanja, ampak tudi zaradi tega, ker smo končno, če rečem tako, v zelenem, kar se tiče covida. A lepo vas prosim, ne sprostimo se preveč. Zadnje informacije iz Izraela kažejo, tam kot veste je večina prebivalcev precepljena, prvi na svetu so v precepljenosti, a vendarle je novi sev, indijski sev, več kot očitno tako močan in tako nedovzeten na cepiva, da že imajo probleme. Zato vas lepo prosim, kljub temu, da se bomo v teh dneh družili, da bomo drug z drugim vendarle držimo razdaljo, pazimo drug na drugega, predvsem pa za božjo voljo, če smem tako reči, gospod Škof, pojdite se cepiti. To ni nepomembno. Pojdite se cepiti, to bo vsem skupaj pomagalo, predvsem pa nas bo obvarovalo tega, da bi resneje zboleli ali da bi bili deležni celo kaj hujšega. Torej vsem skupaj na koncu lepo praznovanje, živela Slovenija ob 30. letu in ne pozabite, današnja proslava na Trgu Republike je odprta, ni zaprta. Vsakdo je dobrodošel in vsakega izmed vas bomo veseli. Srečno, Slovenija. Dober dan, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu organizatorjev današnje že 19. prireditve na Polževem. Danes imamo res nekaj kar precej razlogov za veselje. Vsaj 3. Približno enakem vrstnem redu, enako pomembno. Prvi je gotovo ta, da se lahko zopet družimo. Leto in pol je za nami, ko smo pretrpeli marsikaj, žrtvovali marsikaj. Na koncu izgleda uspeli, kot je bilo rečeno, vendar z veliko mero previdnosti. Lanska šola, tudi lani smo bili na Polževem, mnogi ste od samega začetka. Lanska šola je dovolj velika. Ko smo že mislili, da je mimo, se je stvar ponovila, je še huje in 2500 in še nekaj naših občank in občanov je to občutilo na svoji koži. Nekateri zelo, nekateri so celo umrli. Nekateri nosijo posledice še danes. Zato previdno, vendar z optimizmom,
skupaj bomo zmogli. Drugi razlog za veselje je gotovo prenovljena cerkev Svetega Duha tukaj na Vrheh oziroma na Polževem. Vedno jo občudujemo ob Jurčičevem pohodu, vedno smo se radi vračali do nje, postali, pomolili in šli naprej. No, zdaj bo seveda je še lepša in verjamem, da jo bo obiskalo še več ljudi. Hvala Blažu Miklavčiču, župniku iz Krke in vsem dobrotnikom, ki ste pristopili in pomagali, tudi izvajalcem seveda, ki ste pristopili in pomagali, da smo lahko dočakali današnji dan. No in tretji razlog gotovo je, ta pa je najbolj pomemben in zaradi njega se že vrsto let zbiramo na Polževem, pa je naša domovina, naša ljuba domovina, ki ji želimo vse najboljše. Vrsto let, vseh teh 19 letih se je dogajalo marsikaj, imeli smo slabo vreme, imeli smo sonce, tako kot danes. Druge nesreče so se dogodile med leti, pa vendar smo vztrajali, molili in gotovo je tudi to pomagalo, da smo dočakali 30 let, da imamo lepo, svobodno državo in da vsak od nas lahko nekaj prispeva tudi zato, da bo taka še naslednjih 30 in naslednjih 1000 let. Gotovo bi bil danes Josip Jurčič vesel, da je temu tako. Leto 2021 je tudi Jurčičevo leto in v občini Ivančna Gorica smo nadvse ponosni na to, da smo njegovi rojaki in letošnje leto je obarvano s prireditvami v njegov spomin in nek precej se je že zgodilo, precej se še bo. Ravno včeraj je bila premiera 10. brata na letnem gledališču na Muljavi. Rezervirajte si naslednja 2 vikenda, tudi danes greste lahko in si oglejte. No, v času osamosvojitve, ki jo nekateri podcenjujejo, mi pa vemo, kako pomembni so bili tisti dnevi, ko se je odločalo za biti ali ne biti, se je tudi na območju občine Ivančna Gorica dogajalo marsikaj. Na pristavi nad Stično se je zgodil eden izmed prelomnih dogodkov pri načrtovanju tega, kar se je zgodilo potem junija. Tukaj med Zgornjo Drago in pa Malim Hudim pa so fantje, teritorialci, čakali tanke, če medvedek pade, s polno bojno opremo, s polno disciplino. In takrat je padla pobuda za tem fantom, dr. Jože Plut, naš rojak, daroval sveto mašo. On je to storil, pri maši so bili vsi, razen tistih, ki so bili na položajih. In ta dogodek velja za začetek oskrbe, duhovne oskrbe v Slovenski vojski in tudi za začetek slovenskega vojaškega vikariata. In temu dogodku bomo naslednjo nedeljo, točno na dan, ko se je pred 30 leti to zgodilo, torej 4. julija, ob 10. posvetili mašo za domovino in pa na to odkrili veličasten spomenik. Vabljeni že zdaj, rezervirajte si torej naslednjo nedeljo, praznovanje dneva državnosti ali pa rojstnega dne naše države se bo tam nadaljevalo. Vam se skupaj pa želim, da bi ta dan, ki je dan vseh dni, kot je bilo te dni že večkrat rečeno, uspešno, prijetno praznovali, bodimo ponosni, da smo Slovenke in Slovenci. Sveti Duh naj varuje župnijo Krka, občino Ivančna Gorica in našo preljubo Slovenijo. Verjamem, da bomo skupaj zmogli in zmagali tudi naprej. Hvala lepa. Torej 30 let Slovenije je danes. Kako vidite vi državo? Ja, v redu. So sicer nekateri problemi, vsi se ne strinjamo z vsako stvarjo, vendar v celoti je pa v redu.
Ja. Super, hvala, lep dan. Zgodba uspešna, saj za zdaj, a ne, mislim, kljub vsem tem nesoglasjem, ki so pa aktualni vladi metanje polen pod noge, ne, bomo zdržali, ne, še naprej in upam, da bo še več tega domoljubja, a ne, mislim, da ga je premalo pri Slovencih, ne, veliko premalo patriotizma, domoljubja in upam, da se v to mečkem popravili. Vsaj tukaj se vidi, da smo na dobri poti, ne, tukaj gor na Polževem. Super, hvala lepa. Glede na to, da živimo v težkih političnih razmerah, da se vlada trudi na vse načine, težko je, ampak podpiramo jo, ponosni smo na njo in še bomo sodelovali, da podpiramo vlado. Življenje ni slabo, lahko bi bilo pa še boljše, če bi bilo sodelovanje z vseh strani. Ampak žal stvari niso take, ki bi mogle biti. So ekscesi, so pač rane na slovenski, na telesu slovenske države, ampak mislim, da jih uspešno takle narod in vlada obvladujejo. In mislim, da bo tako in še boljše šlo naprej. Samo optimizem pa nič drugega. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Bodi zdrava.